Čau, hitrost. Stari, kaj naj ti rečem? Lahko je zelo privlačna. Konec koncev smo zelo obsedeni ljudje že zelo dolg časa. Pa če tako pomisliš, hitrost je bila eno glavnih tehnoloških gonil razvoja pazi zdaj, letalski industriji, avtomobilski, gumarski, pa verjetno še kje. No in tako kot hitrost pa cesta dajeta, znata zelo dobro tudi vzeti. Jaz nisem ponosen na to, pravzaprav, če sem čisto iskren, me je sram. Tudi sam sem, predvsem kot mlajši voznik, iskal navdih v hitrosti na čisto napačnih mestih. To je bila zelo velika napaka. Je pa pri napakah ena stvar precej fina. A veš, iz njih se lahko naučimo tisti, ki smo jih delali, pa tudi vsi ostali. In zdaj te valjda zanima, na kakšen način pa hitrost lahko vzame. Stari, zlahka pa zelo hiter. Jaz bom čisto iskren s tabo. Hitrost kot fizikalni pojav, sama po sebi sploh ni smrtonosna. V bistvu v človeku vzbuja en tak koktejl zanimivih občutkov. Je pa to varljivo in pravzaprav te v trenutku lahko pripelje do situacije, ki pa je lahko smrtonosna. Lej, ti bom pokazal na primeru. No, si videl, kaj je naredil Saša. To se zgodi takrat, kadar je hitrost preprosto previsoka. Vsi skupaj se moramo zavedati, da tam zunaj ni lutki stiroporja. Ovinki nimajo zaščitne pene, drevesa niso mehka. Ko poči, ko zverižena pločevina zadane človeško meso, nastane smrtna tišina. Promet smo ljudje, paziti moramo en na drugega. Na cesti je lahko moja hčer, moj sin, tvoja mama, nečak, babica. A si jih res pripravljen zgubiti samo zato, da bi nekam prišel 3 ali pa 5 minut hitrej? Ali pa da bi prijatelju pokazal, kako letijo konji v tvojemu novemu avtomobilu? Jaz svoje družine nisem pripravljen zgubiti. No evo, jaz mislim, da sta Saša pa Jure dobro pokazala, povedala, kaj se lahko zgodi, če je hitrost fejst previsoka. Pa ti še hotel nekaj reči? Ja, na Triglavu dal krog se gor pa šprintov, kaj čez kline dol proti Krederci. Ali pa v Kitzbühelu, a bi si zapel smučke pa šel na glavo dol v smuk? Ne bi, ne. Daj mi povej, zakaj greš pa pol s takšno lahkoto v avto, pa pritisneš gas, pa greš čez rob zdravega razuma. Kaj pa če bi to nehali delati?